Ja, želela bi si, da bi bil svet, ker tu je vse tako lepo, tu nič me ne boli, ampak to ni resnica. Vokalistka in kitaristka 4-članske zasedbe iz Kisovca. Svojo glasbo in energijo že skoraj 15 let navdušuje na različnih odrih, tako doma kot v tujini. Če ste vse to že vedeli, naslednje informacije skoraj zagotovo niste. Je diplomirana industrijska oblikovalka. In pa še ena stvar, ki jo morda že veste oziroma boste lažje uganili, kdo je z mano, je edina avtohtona slovenska koala. Vsaj ženska, ker so 3 še fantje. A zdaj že veste? Zjovevo na ti je tokrat Manca Trampuš. Dobrodošla. Dober dan. Živjo. Evo, kdo je poleg vsega naštetega Manca Trampuš? Ker sem nekje prebrala, da se nikoli nisi imela za pevko ali kitaristko. Tako da kdo si, ko greš dol z odra, pa ko se ugasnejo luči? Joj, kdo sem? Jaz sem resnica en tak zelo preprost človek, se mi zdi. Ampak sem pa rabila kar nekaj let, da sem ponotranila tudi to, da to, kar delam, da sem tudi to in da sem glasbenica. Ampak ne vem, kako bi se opisala. Bi mogla koga, ki mi je blizu, vprašati, kdo sem. Ok, ampak zdaj si. Se imaš tudi za pevko in kitaristko. Imam se še zmer kao neke težave. Še zmer ne morem. Ne, še zmer se skušam ne obremenjevati zares s tem, kam pašem. Zdi se mi, da sem v bistvu en človek, ki ga zelo zanima različna kreativa in ustvarjalnost, tako da se imam za enega ustvarjalnega človeka, ki na različnih področjih skuša v bistvu to ustvarjalnost predelati mogoče ali pa ne vem, kako bi se točno izrazila. Pokazati tudi. Pokazati. Okay. Jaz sem slišala, da se bojiš višine, ampak tvoj hobi je pa plezanje. Kako gre to skupaj? Dobro, ne? Ja? To je neka ta trma v tem, mogoče, da bom enkrat premagala tudi ta strah. Mislim, jaz imam en kup enih neumnih strahov. To tudi bi ti sigurno vsak moj friend povedal. Okay. Višina je eden izmed teh. Plezanje pa mi je ful preraslo k srcu, v bistvu takrat 2020 nekje, ker se je izkazal za en tak zelo fin šport, ki je tudi iz socialnega vidika ful prijeten. Ni zares tekmovanje, ker nisem tekmovalna, mi je super. Neko to osebno zmago imaš znotraj tega, da sam nekaj narediš. Pa dosti enih dobrih ljudi sem spoznala v teh krogih in sem ful vesela, da me je to plezanje našlo. In tudi posledično imam povezan tudi z neko to ljubeznijo do narave in do tega, da je tudi ful carsko biti zunaj in v hribih in to, taka Slovenka. Preprosta Slovenka, Manca Trampuš. A pa ti pomaga pri premagovanju tega strahu, je že kaj boljš? Ja, je. Yeah, okay. Mislim, se pozna, kadar mi ne uspe pol nekaj časa delati to, da se ta level nazaj vrne, ampak takrat, ko sem zares začela in sem ustrajala v tem, sem bila zelo ponosna na to, koliko sem že bila samozavestna. No. Za moj level je bilo kar dobro. Okay. Sam pa ne smeš nič nazaj gledati ali pa dol, no? Dol. Ne. Predvsem je vse odvisno od zaupanja. No. Zaupati moraš take življenjske stvari. Ja. Se moraš zaupati sam sebi in temu, koliko si sposoben in pač, da te noge držijo in da te roke držijo in da če vidiš nekaj za prijeti, se boš prijel, ker pač tudi če ne razmišljaš, se boš. Tako. Okay. Ja. Če greva na glasbo. Zdaj, tvoj glasbeni začetek ni nekako, bom rekla, klasičen, ali pa ni ravno najbolj klasičen, zato ker v družini nisi imela ali pa nimaš nekih takih tako glasbenikov, tudi v glasbeno šolo, mislim, da nisi hodila. Se pravi, kitaro si tudi začela igrati čisto po naključju, če sem prav slišala. Ja. Kaj te je pritegnilo k glasbi in zakaj kitara? Ali je bilo najprej kaj drugega predvidenega? V bistvu je to mogoče to, kar sem prej rekla, ta neka želja po kreativi. Jaz sem kot otrok vse kreativne stvari rada počela. Zanimalo me je in risati, in pet, in plesati, in vse te neke stvari so me odzmer
so me pritegnile. In tudi glasba je bila ena izmed teh stvari, ki me je skozi privlačila. Prva stvar, v bistvu, ki sem jo imela, je nek mali Casio, nimam ga zdaj tle, ne. En mali Casio synthesizer. In v bistvu, to so te stvari, ki greš pol za nazaj analizirati, ker takrat valjda nikoli ne razmišljaš, no, ampak zdaj sem že imela parkrat neka taka vprašanja, kako se je začelo in si tako v bistvu že takoj, ko sem dobila ta synth, sem hotela nekaj svojega narediti, sicer neke zelo osnovne stvari, ampak tako je bila ta želja potem, da nekaj naredim iz tega. In to kitaro sem dobila tako, ker je ena kolegica pozabila pri meni in nehala hoditi ona v glasbeno šolo in je ta kitara ostala pri meni in sem se naučila, hotela sem pa igrati bobne na začetku. Okay. Pa tudi sploh ne vem, zakaj točen. In sem si neke te škatle postavila in ful hotela vztrajati o tem, da bi dokazala staršem, da dajmo kupiti bobne, ampak ni šlo. Tako da kitara je bila, ko se je pojavila, ampak je lih to, dosti hitro me je v bistvu ne neka tehnika, dosti hitro me je začel zanimati to, kaj lahko jaz naredim, zdaj, ko sem se naučila 2 akorda in so pa nastali neki prvi komadi in to me je v bistvu gnalo naprej, no. Se pravi, že takrat kot otrok, če sem prav razumela, ni bilo tista klasična, ne vem kaj so, Mojster Jaka Čuk se je oženil, pa to sem Mojster Jaka je drugač bil, ker je me to mami naučila, no. Sem si napisala pol na tipke do, re, mi. Okay. Še zdaj znam zrecitirati do, re, mi, do je pač Mojster Jaka, ampak ja. To še je znam. Se tako zapeče noterno. Ampak se mi zdi, da je nekako dosti hitro prišlo do tega, da me je to tisto, kar me je najbolj zanima. Pa to je to, kar me še zmer najbolj zanima. No, nikoli nisem bila tehničen človek, kar se tiče ali petja, ali igranja inštrumenta. Bolj sem feelingaš v bistvu. Okay. Kitarist je Domen, basist je Tilen, pa bobnar je Miha. In oni so te nekako, bom rekla, sprejeli v svoje vrste že, ko si bila še v osnovni šoli. In v bistvu ste v vseh teh letih ustvarjanja postali tudi prijatelji, nerazdružljivi prijatelji, več kot očitno. Vem, da ste se poznali sicer že prej, ampak ste se zdaj tudi v vseh teh letih in skupaj razvijali, predvsem kot glasbeniki, ima ne nujno samo kot glasbeniki. A ste vi na začetku to igranje doživljali bolj kot neko tako druženje, ali ste že imeli tako zelo hitro te neke plane, kako potem vse skupaj nekako razviti, nadgraditi v bistvu v resno glasbeno kariero? To bo najbrž vsak malo drugače povedal. Jaz mogoče kot zadnja, ki se je pridružila bendu, pa najmlajša v bendu, sem na začetku zelo bila sam hvaležna, da sem našla v tem majhnem kraju, iz katerega smo, ljudi, s katerimi lahko pač jaz zdaj igram in se dobim in nekaj delamo, kar ni fuzbal ali pa nekaj. In v bistvu na začetku se mi zdi, da je prvo se za nas zgodilo to, da smo se prvo spoprijateljili iz tega nekega navdušenja, da smo se najdeli in ful preživljali v placu dnevov, kjer smo malo igrali, malo smo pa tudi kuhali kavo, pekli toste in se spoznavali in govorili o muziki in kaj poslušamo in to nas je nekako skupaj prinesli in tudi do tega, da v bistvu smo potem dosti hitro začeli delati svoje komade. Mi nismo nikoli zares imeli teh gremo full coverjev igrati, tudi iz tega, ker vsak malo drugo muziko tudi poslušal. In smo dosti hitro začeli svoje stvari delati. In v mojih očeh, jaz takrat nisem čisto sploh še štekala, ko se dogaja, to je spet res ta stvar, ki je pa za nazaj začneš gledati. No. Kako se začne to kotaliti, da smo takrat v bistvu naredili te komade in dobili eno povabilo za koncert v lokalnem, na nekem baru, Offside. In tam dobili povabilo za drug koncert in kako je v bistvu to potem prerastalo, to neko željo, pač mi lahko igramo to v živo pred ljudmi, dajmo se prijavljati na stvari in potem so se začele neke te odločitve, dajmo se prijavljati, dajmo najdati čim več opcij za koncerte, dajmo to vaditi, dajmo to posneti, ne, in na ta način se je pol v bistvu rodila prva plata, na ta način so se rodili te prvi špili v sklopu klubskega maratona, špil lige in podobnih nekih tudi natečajev. In iz tega smo pa pol začeli to precej bolj fokusirano, no. Tako nam je bil vsem to
point. Se pravi spontano, v resnici. Je bilo vse skupaj. Ja, zame mogoče na nek način naivno. No. Jaz se nisem niti predstavljala, niti približen, da bom lahko kdaj rekla, da se ukvarjam z glasbo, pač v lifeu to delam. Kaj ti delaš? Ukvarjam se z glasbo. Ja, kot nekem otroku, pa nekim je bil to ni bil sploh nikoli predstavljen kot opcija za nek poklic ali pa neki. Kaj si pa želela biti takrat? Klasične, astronaut. Klasične. Neke te variante, ja. Tako da ja, nam je pač fascinanten, da tako ful sem, večkrat se moram spomniti, no, da sem res ful hvaležna v resnici, da lahko to zdaj počnem trenutno v življenju. Ampak od tistih vaj prvih, pa potem do tega prvega nastopa je minilo kar nekaj časa, a ne? Da ste prav zares potem prišli skratka pred ljudi. Ja, mi smo se spoznali recimo 2010 in 2013 smo imeli prvi koncert, kjer se mi zdi, da smo odigrali že v bistvu, ja, večino prve plate. Ali pa celo vse iz te prve plate takrat. Kako se pa spomniš tistega prvega koncerta? Ja. Pač sigurno je bila neka živčnost, po eni strani je bilo pa tudi neka mirnost, ker v publiki so valjda bili večinoma neki frendi, ki so tudi hodili v plec in poslušali naše vaje in so tudi že vedeli za komade in pač so bili z nami, pač imamo ene frende, fene, ki so z nami res od začetka, in kar mi je tudi zelo lepo, no, da imamo v bistvu zmer od njih to podporo in še zdaj pridejo, pač, kadar jim znese na špile in še zmer smo skupaj. A imaš še vedno živčnost vse, ko greš zdaj še vedno? Na oder. Ja, na oder. Siguran jo imam nekaj. Mislim, da je tudi fajn, da jo imam. Je pa res, da sem tekom teh vseh let in teh koncertov najdla nek svoj varen prostor in da v bistvu tudi zmer, ko mi čakam, no, da fulkrat na koncertih rečem, evo, nas cel dan smo vas komi čakali, da smo lahko zdaj tukaj z vami, ne. V bistvu je, ja, hype. Neka taka, se pravi, trema iz njega navdušenja, no, ali kako bi rekla. Razumem, tudi adrenalin naredi svoje, verjetno. Ja, fajn je, mislim. Ja. Zdaj, jaz vem, da ti grejo na živce že ta vprašanja, ker jih bom zdaj mogoče postavila. Zdaj zakaj? Koala voice. Ja. Ne koala voice kot taka, ne. Ne bom te vprašala nič o tem kostumu, ker vem, da si nekaj časa bila pač v kostumu koale, vem tudi, da ti ga je teta kupila. Ja, res. Čisto v bistvu spontano. Tako. Ja, to vse vem, ne bom te tega vprašala, vem tudi, da je postavljen v kot. Mene zanima, kje je zdaj ta kostum? A ga imaš kje tako? Imam ga lih nedolgo nazaj, sem ga v bistvu spet privlekla iz omare, ker se nam je na koncertih se nam je pridružil roadie Rok, tako da je shoutout Rok, ki nam zdaj pomaga z opremo in tako. In smo ga ene parkrat oblekli na ta kostum. Aha, Roka. Ja, Rok je zdaj ene parkrat rad ta koala tudi, ko pride pomagati na oder, vmes, če kakšna struna gre ali pa kaj tazga. Aha, tudi da se pojavi. Ja, tako, Okay. ta asistent in se je zdaj pojavila ene parkrat lahko ta koala, ja. Prav ta. To je z razlogom, ker potem pa, mislim, ta koala je verjetno tako, ne? Nekje. Ja, ne, valjda, ampak se mi zdi še zmer precej bolj smiselno, da je nekaj, ki je nek joke, ki je v uporabi, kakor pa da jaz to skrivam nekje v omari. Ja. Ja, pa dobro mi je vsakič, kadar mi smo na nek način smo zelo taka zaprta skupina nas štirih, tako da smo v bistvu introvertirani vsi štirje. In ko spustimo nekoga bliz, ne, se vsaj meni to čuti kot nek big deal in jaz pač, to je nek ta mogoč znak tega, da nekoga zares sprejmeš in si tako, da ceniš, hvala in ti zaupam in ti dam, evo, lej, lahko imaš tudi tole. Super. Ne vem, če je Rok tako bral to, ampak se bo zdaj slišal, da je to bilo iz nekega respekta je bilo to narejeno. Ja. Kaj pa pliško koala Boris? On je še z vami hodi naokrog ali ne? Mi nimamo več prostora, da bi to velikansko koalo furali z nami. Je pa on zmer v pripravljenosti, v bistvu je na podstrehi pri mojih starših doma in lih prejšnjo pomlad me je oče spomnil, da ga je opral.
s poromatom in da je on pripravljen na nova doživetja, da ne ga ponudimo kdaj. Tako da je v pripravljenosti opran in redi, da gre še kdaj, da se še kje kdaj pojavno. Pa mogoče bo. Ja. Nazadnje je bil v video spotu za Spaghettification. Shoutout, ja. Špil liga. V bistvu to je bila nekako, zmaga, tista prva edicija, takrat, se pravi, to je natečaj dijaških bendov, da razložim za tiste, ki mogoče ne vejo. In v bistvu ste vi takrat dokazali, da koale ne plezajo samo po drevesih, ampak tudi po slovenski glasbeni sceni. In me zanima, kako pomembno se ti zdi, se pravi, za mlade bende, ki želijo prodreti na glasbeno sceno, da se udeležujejo teh takih natečajev, prijavljajo. Jaz pač iz neke osebne izkušnje, za nas je, ne vem, scena se tako spreminja in stvari, kako uspeti, kako dosežeš, da delaš glasbo. Zelo več različnih pristopov je zdaj, z neko, ampak naša izkušnja je bila ta, da preko v bistvu live koncertov pridobivamo poslušalce in da smo live band. In če ti je to v interesu, se pravi, za razliko od nekoga, ki recimo doma dela glasbo in pač jo izdaja in po singlih recimo, nima zares te potrebe, da bi tudi v živo nastopal, kar je tudi čist legit in dosti ljudi tudi na tak način mogoče dela, nam je bil odzmer to. In takrat se nam je izkazalo, da pač samo na ta način, da v bistvu več, ko igraš pred publiko, več imaš neke samozavesti, bolj si uigran in pač je treba najti čim več priložnosti. Mi smo takrat, se pravi, mi prek klubskega maratona in prek Špil lige in še prez, ne vem, Rock vizije v Novi Gorici, še Vičstok, Rok Otočec je imel nek natečaj. Na vse te stvari smo se prijavljali v bistvu s tem razlogom, da pač, da igramo, da se utrjujemo, da čim več ljudi nas sliši. Tako da jaz mislim, da če te to zanima, da je to nekako še zmeraj, ta neka odločitev, in da pač iščeš čim več nekih opcij. Tudi mislim, da je zdaj neka lepa klima na mlajši slovenski sceni teh bendov, ki se prijavljajo, ki delajo vse te stvari in ki se tudi med sabo podpirajo, skupaj organizirajo špile. Te stvari se mi zdijo so zelo pomembne. Tudi takrat, ko smo mi smo tudi začeli to delati, pa smo takrat igrali, smo organizirali neke koncerte z Linči, recimo, ko so takrat še bili bend. Parih zdaj ni več bendov, ampak se je začela graditi v bistvu neka ta scena, ki se podpira in dajmo to skupaj, fulje muske v Sloveniji, dajmo se pokazati v bistvu. Jaz mislim, da je to zelo cool stvar. Koga sem rekla, širšo prepoznavnost vam je tudi to prineslo, ali pa predvsem to. In vi ste navdih, po mojem, mnogim mladim bendom. Kdo je bil navdih za vas? A ste imeli koga, po kom ste se zgledovali, po kakšen bend? Ko v smislu v Sloveniji? Ali v tujini? Ker res v bistvu, jaz tudi recimo nisem zelo veliko slovenske glasbe poslušala oziroma izsledila tekom naših začetkov oziroma odraščanja. Sem bolj poslušala neke ameriške, angleške izvajalce. Kar se je bolj tudi reflektiralo v tem, kakšno glasbo smo delali in delamo. Tako da ne vem zares, pač odmer so v bistvu pač te neke glasbeniki, te neke skupine, ki so nam bile vsem 4 skupaj imenovalci, ki so nam bile blizu, recimo Strokes so bile ena ta stvar, ki so nas zmer povezvali, Pixies, tako da te neke stvari, Tako, da bi pa v Sloveniji imela prav nekoga, ki bi rekla, to bi rada, ne zares. Nekako smo zmer iskali, pa zmer smo se malo, jaz se še zmer počutim drugače kot nek vesoljc. Nek outcast. To si rekla, da si hvatla biti astronaut. Ja, se to. Da smo zmer nekje vmes, mi smo zmer nekje vmes med neko alternativo, nekim razbijaštvom, nekim punk attitudom, pa nekimi v bistvu catchy pop komadi tudi, ali pa nekimi plesnimi komadi. In to takrat, ko smo začeli, jaz v resnici nisem poznala. Nisem poznala slišala še za kak drug band v Sloveniji, ki bi takrat to isto stvar delal. Kar je včasih plus, po eni strani je pa tudi minus, ker si ta nek outcast, ker si tako, ne vem, nikamor ne spadam. To je v redu. Ampak zdaj, po mojem, marsikdo, ko sem rekla tistim,
tistih, ki ste jim navdih ne gleda na tak način. Ja, jaz mislim, da je nekam spadate. Ful super to, da se je malo razbremenil to, da moraš spadati v nek predalček. No. Da se mi zdi, da je bilo precej bolj v nekem momentu te ljudje ful bolj hočejo definirati, kam spadaš, kaj si, ne. Zdaj pa s temi nekimi novimi ustvarjalci, ko so, se mi zdi, da se je pač bolj ta nek ideja tega, da sam delaš to, kar ti paše pa iz sebe in da je to ta žanr, ta predal si pač ti. Okay. Omenila si to spremembo tudi teh časov, verjetno tudi v zadnjih 15 letih, če pogledaš za nazaj že sam vas. Zdaj je nekako nujna prisotnost na družbenih omrežjih. A še vedno velja, da je kakovost glasbe ključno merilo uspeha? Ja, odvisno najbrž je tudi to, kaj komu pomeni uspeh. Tudi pol je to odvisen, ja, tudi od tega, kaj ti predstavljajo socialna omrežja. Okay. Mi štirje nismo najboljši primer uporabe socialnih omrežij. Mi jih uporabljamo iz tega, ker si želimo naše sledilce, oboževalce pač jim providati v bistvu informacijo o tem, kaj se nam dogaja, a zdaj turamo, a zdaj snemamo, a kdaj so koncerti, da bi bili pa prav, da bi se pa kadarkoli vrgel v ta nek content creator moment, pa ne glede na to, da se mi zdi, da je za neko širšo prepoznavnost, pa da se približaš nekim generacijam pomemben, se mi štirje nismo odločili v bistvu za to. A je pameten ali ni pameten, ne vem, a to pomeni, da nisi uspešen, če nimaš, ne vem, koliko 1000 followerjev ali ne. Yeah. Ne vem, jaz nekako svoj uspeh merim potem, da v bistvu da sem zadovoljna nekako s tem, kar dam v svet, kar se tiče glasbe, v smislu kvalitete, da je meni blizu, da je meni iskreno. Pa seveda v bistvu s temi nekimi koncerti, recimo, siguren mi je uspeh razprodana Kino Šiška, ki je bila zdaj in pač v bistvu celo to leto, recimo, kjer smo turali po Sloveniji in kjer se mi zdi, da so bili vsi koncerti uspešni. Meni je to eno uspešno leto. Tako da, ja, no, odvisen zdaj, kako gledaš to, ne. Vse to, da nisi ravno fanica družbenih omrežij, mi je nekako tudi jasno bilo, tudi iz tega researcha, ki sem ga delala. Ampak se kdaj lotiš branja komentarjev? Ne vem, a so sami lepi, a so tudi tisti klasični, ta grdi? Ja, pogledam komentarje, težko se je upret, ne pogledati komentarje. Se mi zdi, da ja, ene stvari so konstruktivne in jih tudi vzameš lahko kot konstruktivne, čisto redo. Ene stvari pa pač se ne strinjaš z njimi. Oziroma si tako, jaz ne poznam tvoje cele zgodbe, ti v bistvu ne poznaš moje cele zgodbe. Ene stvari pač, ki prestanejo na internetu v tem umestnem prostoru teh komentarjev, so zelo tako lahko sam vržene na podlagi nekih stvari, ki ne veš ozadja. In pa si jih tudi, tako si jih v bistvu opravičujem, sem tako cool, lej. Te ne gane. Probam, da me ne, siguren me, ampak si probam reči, v redu je, you do you, I do me. Mislim, to so te anonimne, po mojem, tudi fore, ne? Ker verjetno na koncertih ali pa po koncertih, ne? Do tebe prihajajo z drugačnimi komentarji. Večinoma, ja, mislim, se tudi zgodi, da so ljudje, ki ti hoče neke tako nasvete, konstruktivne stvari dati, kar mi nič narobe. Ni problem. Ampak ja, večinoma so pa sam zelo lepi vtisi, tako da se mi tudi vsakič po koncertu se ful z veseljem podružim z ljudmi. Se mi zdi, da smo si pač delili v večer neko to energijo, pa nek ta moment se mi zdi zelo lepo, no, da lahko tudi se podružiš z nekom pa tako. Omenila sem že, tudi ti si omenila kraj, iz katerega prihajate vsi štirje, torej Kisovec, manjši kraj v Zasavju. Če kdo ne ve, mogoče kdo bolj prepozna, ne vem, po Primožu Rogliču ali pa po pokojnem Janezu Drnovšku, tisti, ki so bolj v političnih vodah. Skratka, ta kraj očitno ni kar tako, mimogrede tudi naša trenutna pripravnica, moram povedati, je iz Kisovca, tako da nam je malo pomagala. Sami dobri ljudje. Ja, evo. Ampak, kar hočem vprašati, je to, se pravi, iz Kisovca v tujino, vi ste imeli ogromno koncertov po Evropi, v bistvu po svetu, no, tudi bom tako rekla.
Kako v tujini doživljajo vašo glasbo in kako ti doživljaš tujino? Ja, različne publike so, tako moje, se ne vem, v bistvu je odvisno od države ali samo v temu, ta nek skupek okoliščin, v katerih se znajdeš. Ker se tudi v Sloveniji razlikuje publika in razlikujejo se placi, kjer igraš. Ampak imam tako ene izmed najlepših nekih spominov na koncerte v tujini so prav te neki momenti, kjer v bistvu je ta barijera, tudi recimo glede jezika, prelomljena, se pravi, tudi, ko mi pojemo neke komade v slovenščini, je folk zraven in jih pozna, ali pa tudi, če jih ne pozna, razume jih na enem drugem nivoju. Tako da ta moment meni izmed ljubših v tujini. Ampak ja, publika se razlikuje, ne vem, mogoče nek ta splošen, sem iz naših izkušenj, da je bila mogoče v Nemčiji malo bolj zadržana, v Španiji bolj odprta, topla, Balkan je itak nekaj posebenega, no, ampak zabavne so, no, tudi te neke doživetja, ki jih imaš. En kup enih stvari se zgodi na teh turnejah. Ja. A imaš kakšno anekdoto, ki ti zdaj tako prva pade z glave? Ja, prvo mi padejo na pamet neke težave s prevoznimi sredstvi. Mi smo zelo veliko večino prefurali s kombi. Nekaj časa smo imeli svoj kombi. Je bilo tukaj enih stvari narobe, da smo rentali kombi, pa še zmer so stvari narobe. Tako da te neke štorije s prevozi, no, in tem 7 ur čakati nekje na nek drug kombi v neki kafani, ki vsi že zelo čuden gledajo, ki zelo počasi je s čevapčiče. Tako mi imamo 7 ur. Take your time. Okay. Ampak še vedno so to po mojem krasni spomini, pol, ko pogledaš nazaj. Čeprav niso. Ja, mislim, kakšni so, stvari so tudi valjda zelo naporne, ne? Ja. Tako, valjda. Ni vse easy. Pa kakšne stvari tudi niso uspešne. Je bil tudi koncert, kjer smo bili sami. Okay. Škoda, da nobenega ni bilo, ker smo zelo dober koncert odigrali, to se prav spomnim. Mi pač še odzmerno damo vse, kar imamo, se mi zdi. Na koncertu tudi, če je 10 ljudi ali pa če jih je 1000, nekako skušamo ohranjati odzmer to je naš delivery. Moment. To v tujini verjetno. Posod. Ni bilo tudi tudi no, ne vem, najbrž na začetku tudi, kje ni bilo, ampak enega se spomnim iz tujine, da v bistvu ni bilo ljudi. Ljudi, ampak mi smo res en dober špil odigrali. Their loss. Ja, their loss. Kje si se pa najbolj povezala s publiko? Pa nekako recimo eni kraji, ki radi se recimo vračamo v Novi Sad, pa v Makedonijo, tam smo tudi, zdaj lahko mogoče rečem, že neke prijatelje v bistvu dobili tam. Mi je bila pa zelo ljuba Španija, to je bila ena, ampak tudi furanje po tej državi, ne vem, zelo je bila lepa izkušnja. Odajamo kot te. Ok. Kino Šiška, a je to eden tvojih eden od ljubših placov, bom tako rekla, za koncerte? Omenila si jo že? Ja, jaz recimo na prvi koncert, na katerega sem kadarkoli tako šla, da sem si prav sama kupila karto in šla, je bil Kino Šiška, ne? So bili The Cooks, ne vem kdaj, nekje v srednji šoli sem bila. Pa tudi delala si v Kino Šiška? Ja, in s Kino Šiška ohranjam nek ta stik. Večkrat sem še zmer tam ljub plec, mi smo delali pač s koalami, smo bili prek Špil lige, bili smo tudi del enega performativnega projekta z Kam pa kam, z Vladotom Repnikom. In takrat smo tudi ful časa v bistvu preživeli tam. Jaz sem pa še par drugih projektov delala, ki so bili v bistvu performativne bolj narave, glasbeno performativne recimo. Tako da se dostikrat tam znajdem in domače mi je, poznam ljudi, vesela sem, da sem v dobrih odnosih tam. In tudi zdaj, ko smo imeli koncert, sem se dobro počutila, no. In zaupala sem vsem sodelavcem, od tehnika na odru do tehnika za lučke, za zvok, za punce, ki so na kartah. Drži, da si delala v garderobi tam? Sem tudi kot študentka. Ja, ok. Ja, sem. Jaz sem bila na enem od vaših koncertov ravno v Kinu Šiška, tako da vem iz prve roke, kako te koncerti izgledajo. Pač
da se naredi žur. Po spletu okoliščin sem bila pa tudi na Dnevu državnosti, sicer takrat, jaz rečem v mojem prejšnjem življenju, kot novinarka. Mislim, da je bilo 2017. A je možno? Ja, to je možno. Na kongresu, kar hočem reči, je to, da je razlika očitna. Valjda, ne? Pač koncert ali pa predstave z dela, ki ste bili del nastopajočih, se pravi na Dnevu državnosti, pa potem žur kot tak, oziroma koncert. Mislim, da si tudi nekje rekla, da pač tam potem na proslavi vsi sedijo in je drugač, kot recimo prist. Tako vsaka stvar ima neke specifike. Ampak se mi zdi, pa smo tudi tak band, ki smo dosti nekim stvarem, nekim tem izzivom rekli, tudi zato, ker nas je zanimalo. Igrali smo tudi v dosti gledališčih, recimo pa so bili sedeči. Ampak mene malo tudi zabavajo te različni konteksti, v katerih se znajdeš. No? In ta je bil en tak zanimiv, Nagrade, pa bili ste nominirani za kar nekaj nagrad, ne samo, da ste odigrali ne vem koliko, več 100 po mojem koncertu, v Sloveniji. MTV Adria nagrada, prejem Zlate piščali, razglasili so vas kot eno izmed 5 najboljših odkritij konference Eurosonic. Kako ostaneš ti, bom rekla, prizemljena ali pa na tleh, ko se ti vse to dogaja, kar se ti dogaja? Omenila si tudi, da se rada podružaš z ljudmi, potem tudi po koncertu. Skratka, kako ostaneš ti? Ja, nagrade nikoli niso cilj, so pač nekaj, kar se zraven zgodi in za kar si hvaležen, ker je valjda zmer fajn neko potrditev dobiti, ampak nikoli pa ne delaš za to. Pa se mi zdi, ali zato mogoče vse skupaj bolj cenim, zato ker delamo res neko to iskreno glasbo ven iz naših izkušenj, iz nas 4. In da se to tako prevaja med toliko ljudi, meni je muska itak odzmer neka magija, pač. Tudi to, kako pesmi nastanejo, do tega, kako se glasba res toliko širi prek toliko enih različno starih ljudi in združuje toliko različnih v bistvu profilov ljudi. Mislim, se mi zdi, je fora v tem, da se pač samo moraš dostkrat spomniti, no? Da nič ni samoumevno in da bez, da lahko to delam in pa tudi ohraniti neko to samozavest, da imaš neko špuro, veš, kaj delaš in da je legit, da si tam, kjer si. Ampak se verjetno tudi moraš, ali pa ne vem, popravi me, če se motim, kakšni stvari odreči za to, da si zdaj tukaj, kjer si, se pravi. Če želiš resnično uspeti. Ja, ne, siguren, tako kot ima vsak foh ima neke svoje specifike, glasbeni foh ima zelo velike enih specifike, mislim, to neke praznikov nimaš. Ne vem sploh, da so kakšni dneva dela, prosti dnevi, recimo, ali pa pač vikendi nasploh, ure, ob katerih delaš, so pač po noči. Tako, je zelo specifičen, ni za vsakega in so tle siguren prilagoditve stvarim, ki se jim odrečeš, pa ful je tega. Z drugimi skupinami, se pravi tako, zdaj našimi, bom rekla, v Sloveniji, so tudi kakšna rivalstva, ali je to, ne vem, kako ne rečem, zdrava konkurenca, ali je prijateljstvo, kako gre to? Jaz mislim, da lih to, ko smo mi začeli, pa potem, ko so pač neki te bendi, ko smo se začeli te neke mlajši bendi pojavljati, se je vzpostavila ta neka scena, dajmo si ne metati polena pod noge, dajmo delati skupaj. In to se mi zdi, da se je ful tako dober in zdravo ohranjal. Tako da jaz mislim, da je to bolj zdrava konkurenca. Vesela sem nekako, da se mi zdi, da si bendi ne skačemo v zelje. Vsak ima svoje, tudi pač glasba je raznolika, vsak nekako malo druge ljudi prvapi in nagovarja. Tako da se mi zdi, da se za vsakega najde lahko prostor, brez da bi si mogli neko rivalstvo zganjati. Siguren pa drugega spremljamo, no? Se mi zdi, da siguren pogledaš, kaj drugi delajo, kdaj drugi kaj izdajajo, kakšni so plani drugih ljudi, ki so nekako v tem tvojem levelu. Se tudi znotraj tega pol obračaš, delaš neke odločitve, siguren. Ja.
A se kdaj naveličaš vsega? A kdaj rečeš, evo, glih prej smo o odrekanju govorili, pa rečeš, jaz ne moram več, ne vem, teh potovanj ali pa teh, ne vem, nočnih, karkoli že, ne vem, priprav, marketinga, koncev, vsega skratka, kar pride zraven, ker ni vse, a ne samo da prideš na oder. Tega vsega, kar pride zraven, te sigurno naveličaš. Se mi zdi, da te stvari ti dostkrat lahko mislim tako malo pač prekipijo, pa si tako pač, a res moram še vse to, a je res toliko težko. Ampak nekako tudi tako, znotri, prav zdaj, če pogledam prav res zdaj s to ta zadnjo plato in s tem nekim letom, ki je za mano, z bendom, ta neka osnovna ljubezen do delanja muzike je tist, kar pol v bistvu drži to, Se pravi, tudi, ko vse razpade, pa če si predstavljaš, da gre vse v kurac in da ni ničesar, si tako, kaj bi zdaj delala, kaj bi rada, a bi rada delala muziko in špilala na odru. In do zdaj odgovor bi še zmer ja, in pol pač vsake toliko stisneš vse one stvari, ki pridejo zraven, zato ker si tako v bistvu, ja, ker to je moj cilj, pa to želim to delati. Ne. Verjetno je pomembno tudi, da si obdan s pravimi ljudmi, a ne? Ja, siguren. To lažje. Ja, siguren. Ti jih imaš okrog sebe. Ja, mislim, ja, tudi zato sem zelo hvaležna, da imam neko osnovno to podporo, ipak od družine, od partnerja, od prijateljev. In ja, siguren je to zelo, zelo pomembno. Ker v dnevih, ko pač se počutiš kot največji loser, ker pač se mi zdi, najbolj vsi, je lih to, da te nekdo eno drugo perspektivo da, pa te spomne, si tako, vse cool, okej. Imamo to, zrihtali bomo. Ja. A drži, da si plesala balet kot otrok? Ja, 10 let. 10 let, okej. Pa de bure. Ne predstavljam si to sicer. Ja, se nikoli tudi tja nisem spadala zares, ampak sem pa zmer imela rada ples, pa da bes mi je bilo, ful sem imela rada balet, ampak ne iz nekega tega navdušenja nad oblekicami, pa to dejansko mi je zmer dogajala v bistvu klasična glasba, ful imam še zmer rada, recimo Hrestača, znam ga po mojem na pamet kot od Mrmrat. Best mi je bilo to, da smo delali produkcije, se pravi, da smo delali neke stvari, ki smo jih pokazali, se pravi, v bistvu nek ta, da iz nič narediš nekaj. In pri baletu mi je bilo zelo všeč tudi ta tehničnost, ki je na začetku, ko se ga učiš, dosegljiva. Se pravi, veš, kako je nekaj prav in ti je, se lahko naučiš. Tako. Nek safe space je tam noter vmes. Naj bi bila bolj sramežljive narave ti. Tudi omenila si, da ste v bistvu vsi 4 mal introverti, ampak tako, ko pridete na oder, pač. Tudi ti, tudi 3 fantje, pač tako izžarevate tisto odrsko prezenco. Vsaj po mojem mnenju, mislim, da marsikdo deli to mnenje. Zdaj, o 3, a jo imaš ali jo še nimaš, sva se pogovarjala, ampak tako, kako gre to, ne vem, kako ne vprašam, ne kako gre skupaj, ampak tudi mogoče, ja, kako to speleš pol. Ali odklopaš tisto to introvertnost pa sramežljivost? Pač zelo je tako, da tekom tega, ko igramo, se fokusiram na to, kaj igramo. Se pravi, nimam časa razmišljati o tem, kako zgledam in kaj drugi razmišljajo o tem, kar ni časa za neko analizo. Dosti se mi zdi bolj ta moment tega, pač, kadar igramo, jaz razmišljam o neki vsebini, ki jo imajo komadi, ok, pa tudi o neki valjda muzikaličnosti, ritmičnosti, ampak vse se vrti pač okoli glasbe in unga trenutka in se mi zdi, sploh ni prostora za res, da za neko sramežljivost. Če hočeš komad odigrati prav, se ga moraš tako lotiti. Se kak komad je pa tudi kakšen nežen komad, pa ti da neko priložnost, da si lahko tudi bolj miren, bolj ranljiv. En tak spektar vsega je. Se niso vsi komadi na šus pa na žurko. Ne? Ja, to je res. So kakšni tudi taki. Recimo zelo ta primer je The Bigger the City, ki se zdaj dostikrat kot ta bis komad pojavlja na naših špilih, kjer jaz sama v bistvu pridem nazaj na oder. In je zelo ta nek malo sramežljiv, ranljiv moment, ampak skupaj s folkom se pol ustvari ta atmosfera, še posebej, če začnejo zraven peti ali pa kaj takega. Ne pogreje lepo.
Rekla smo skoraj 15 let. Naslednje leto bo, a ne? Obletnica v bistvu, 15 let. Nismo priča zdaj takim bendom v tem smislu, a ne, veliko se jih vmes nekako razide, vmes se zgodi se življenje, ali kako se temu reče. To je res. Ja, v čem je vaša skrivnost? Ne se bom spet sam ponavljala. Ker nekaj je pač zelo simpel, ni zares skrivnost. No, v bistvu je to isti odgovor, kar sem ga prej rekla. No, ko vse razpade, je to, kar nas drži skupaj, je pač želja potem, da mi 4 ustvarjamo glasbo skupaj. In vem, da je to zelo kliše. Skoraj da mi kdo ne verjame morda. Ampak vem, čisto po tej izkušnji, ko smo imeli zdaj to leto s tem albumom, ko smo ga, mislim, v bistvu lansko leto, no, zdaj leto smo ga turali, lani smo ga delali. Smo ga začeli na začetku leta delati, potem se je en kup enega življenja vmes zgodil in na koncu, proti koncu leta je bilo vprašanje, kaj je zdaj? No, kaj je zdaj? In smo takrat šli v studio, ga posneli, ga naredili in takrat v moment, ko se je to delalo, je meni bilo tako, to je zdaj meni jasen. Kaj je muska, kaj niso vse ostale stvari tu, ko smo prej debatirali, to je naš point in ko to dela, to je to, kar moramo mi varovati, to našo ljubezen do tega, da to naredimo. In pol bo šlo. In res je kliše, res se sliši, da sem tako pišem neko pravljico. Ampak je pa po eni strani, mislim, muska je zelo emocionalna stvar. Ne morem jo čisto racionalizirati, ful je enih dejavnikov. A se kdaj počutiš, kot da ste tudi, sicer ste 4, ampak vse en kaj v neki, ne vem, stari zakonci ali ne vem, kako naj temu rečemo. Ja, en tak zelo poseben odnos je. Ja, en poseben odnos je med pač, to sem tudi že večkrat rekla, ne znam ga primerjati z nobenim drugim, da bi rekla, to je kot družina, ne moram reči čisto kot družina. To smo samo prijatelji, tudi ne moram reči, ne vem, ko smo vse skupaj, nekako je zablendano to, da smo skupaj sodelavci, ki delamo pač, ki vrtimo vse to naprej z vsemi plani, z vse stvari, ki pač pridejo zraven, smo prijatelji zaradi tega, ker tudi to skupaj, ki ne delamo muske, se pač zajbavamo skupaj. A veš, smo tudi malo bratski oziroma sestrski, kot neka družina, smo vse skupaj je spackan v nek tak unikaten odnos, no. Ki valjda ima svoje, valjda pride do nestrinja. Smo 4 različni posamezniki, vsak tudi malo različen kaj vid, zato je meni zmer tudi težko imeti intervjuje čist sama, ker sem pa zmer tako, a je to zdaj nekaj, kar je od vseh 4 resnica, ne? Ker ne morem čist za zihar vedeti. Tako da ja, so minusi, so plusi, so prepiri, so ful lepi trenutki, tako da na koncu je to, no. Vreden je, dokler lahko v bistvu delamo nekaj, s čimer smo zadovoljni, se mi zdi. Potem sklepam, da ne, ampak vseeno bom vprašala, si kdaj razmišljala o spremembi ali pa o solo karieri? Jaz ne vem, ne, tako hecam ta beseda solo kariera. Prav razmišljala nisem. Ampak se pa počutim znotraj tega benda dosti v bistvu svobodna v tem, pa se mi zdi, da so vsi 4, no, lahko, da pač, če imaš neke stvari, ki bi jih rad delal izven benda, ki so povezane z glasbo, jih do it, a ne. Tudi Domen je izdal svojo plato solo, ampak recimo nikoli mi znotraj benda, mogoče se je na ven kdaj bral, kot da pač je to zdaj neka ful stvar, ne. On je šel zdaj to sam delati, ampak mi znotraj benda, mene, če vprašaš, mi je bilo samo tako, Domen ima toliko ene muske, a lahko valjda dejo posnam, dejo ven, to pač more živeti, a ne. Jaz na ta način bolj kot neke pluse vidim v teh stvareh. No? In tudi, če jaz sem imela, ne vem, z Vacom in Larnom smo naredili ta komad Neskončno dolgi objemi, neke te različne v bistvu featuringe, ki so glasbeni projekti, ki so jih v bendu valjda sprejeli lepo. Tudi sama delam recimo na področju gledališča, z glasbo za gledališče, neke stvari in to so vsi neki te projekti, ki se mi zdi, da sam pridodajajo te neki širini glasbeni, ki jo pa lahko tudi ponucam, neka zna ponucam. Vse ti pride prav, no.
da skušam biti čim bolj odprta za ustvarjanje z glasbo na različnih področjih. In se mi zdi, da če se to šteje kot različne solo karijere, se tam počne kam. Ampak se počutim, da ta band v bistvu mi omogoča to neko podporo tudi pri nekih teh stvareh. Veš, kaj me zanima? Tvoje mnenje o reku, ali ne vem, pregovoru reku, karkoli že to je, da umetnik za ustvarjanje potrebuje bolečino. A je to res ali je to mit? Meni gre to še kar na živce. Meni se zdi v resnici, da je to the easy way out. Meni se zdi, da je lažje pisati komade, ki si prizadet, ki te nekaj prizadane, kakor pa komade, ko se ti dogajajo lepe stvari. In meni en dober izziv to predstavlja in zdaj s to zadnjo plato se mi zdi, da se je ene par takih noter uštulil komadov, ki so pozitivne v resnici, pozitivne sporočilnosti, no. Ampak jaz mislim, da to ni res. Pač ne more biti res. Kdo hoče komorkoli prvošati, da imamo ljudi, ki samo trpijo? Prosim, ne. A pa vam kdaj navdiha zmanjka? Ali pa tebi? Ne bom sprašvala za vse 4, ker pač tako, kot si rekla, ampak tebi. A kdaj zmanjka navdiha? Za nekaj napisati ali pa za iti na oder ali pa ne vem, kakorkoli. Odvisno zdaj, kako jemlješ. Če jemlješ navdih v smislu navdih, kot zdaj se bom usedla in bom napisala komad in zdaj bo navdih, 3, 4, navdih. Ne vidim, da se mi zdi drugače, v nekih momentih lahko funkcionira. Jaz vem, da če bi nas 4 zdaj postavil v studio in bi rekel, ajde 3, 4 neki, bi se nekaj zgodil. Ampak tako v smislu nekih idej, tekstov, se mi pa zdi, da se skozi malo dogajajo. Da je bolj mogoče poanta to, da si skozi malo ta spužva element in da si neke mehne stvari zapomneš, ki jih pol, ko pride do momenta, ki si 3, 4 zdaj neki, da jih takrat pol iz možganov ven povlečeš. Se pravi, neki teksti, ki so, recimo zelo tak primer je Sonce pomaranča, zdaj iz zadnjega albuma. Pač sem se furala v avtu in bilo je nek pač sončni zahod, ki je bil najvidžen, bilo je samo tako najbolj velikansko sonce, najbolj oranžno in čez glavo mi je šla ta neka besedna zveza in sem si jo zapomnila oziroma mogoče zapisala. In pol kasneje, ne vem, vsaj pol leta kasneje, ko smo imeli rezidenco s koalami, kjer smo delali komade za to zadnjo plato, se je tekom jam sessiona so se spet te besede nekako prekradle nazaj in so takrat pol dobile nek pomen pa neko zgodbo, nek ta komad zraven. Tako da navdih je po mojem tak neulovljiv, neukrotljiv, ampak ga pa moraš mogoče pol malo znati sam tako, pa biti mogoče zadovoljen tudi vmes s tem, da imaš samo eno besedo pol leta, ki ti je dobra. Pa da nekaj enkrat bo. Enkrat jo bom uporabljala. Enkrat bo. Okay. Tebe navdušuje ne samo glasbena, ampak tudi vizualna umetnost. Kako ta dva svetova spravljaš potem skup? To je vse to povezano s tem nekim otroštvom, pa z neko otroškim navdušenjem na začetku. Ne. Jaz sem ful rada odzmeraj slikala, risala in posledično po srednji šoli, ki je bila v bistvu dramska gimnazija, kjer sem to neko stkala neko vez z gledališčem, ki jo imam še zmer, ki ga imam zelo rada. Sem pol se odločila, da bi pa probala še nekaj vizualno nadaljevati in sem zato šla na študij oblikovanja. Ker je bila to tudi ena stvar, ki sem tako ne moram kar nič narediti glede tega, če mi je to zanimiv. Ampak večinoma, kjer se zdaj kaže ta vizualnost, je večinoma dobim priložnost v bistvu znotraj benda za oblikovanje nekih plakatov, majic, puloverjev, kaj mogoče doda neko ekstra vrednost od temu, no, da so vse te majice in vse te stvari sem jaz naredila, kar mi je kar carsko. Pa tudi pol, ko pride do neke vizualne podobe pri
pri izdaji plate mi je zelo pomemben in sicer ponavadi zmer sodelujemo z različnimi drugimi artisti, ampak sem jaz zelo tudi z ful velikim veseljem zmer vključena zelo zraven in debatiram ideje in tako. Tudi spoti? Odvisen pri kateri. Kakšni spoti so zelo tako, da jih v bistvu sam pustimo, da se zgodijo, da je ta kreativna ekipa, da oni mogoče damo par besed, včasih smo pa bolj upleteni, pa smo vsi štirje v bistvu bolj zraven pri tudi konceptu pa ideji, zelo odvisen. A še vedno ne pogledaš se za nazaj? To sem nekje enkrat prebrala, imam mogoče že dolgo nazaj, ali se? Za spote, recimo. Spote, ne vem kdaj, 2 meseca nazaj sem prišla pogledati vse spote, ker sem se sam hotela malo spomniti. Sem tako pismo. Imam ene par Vertigo mi je najljubši. Pismo, kjer dobro spote. Na ene stvari sem kar ponosna. Ampak drugače se ne rada se zares gledam za nazaj, še posebej, ajde pa če sem sama, pa če je to neki Instagram story po koncertu, pogledam, kako je izgledal, to pač preklikam. Ampak, ali pa da bi tako, da bi zdaj mi tle, da bi jaz v družbi, zdaj gremo mi pogledati en posnetek, kjer jaz nastopam, pač to mi je pa še zmer. Sem tako, dajte pol vi za sebe pogledati, pa če vam je všeč, mi povejte, ampak da bi tako prav skupaj z nekom gledala sebe, to mi je še not my favorite. Ok, se pravi, naju zdaj ne boš za nazaj verjetno ne gledala, mogoče poslušala. Pa ne veš, kako bom naredila ponovadi v resnici. Ponovadi si moj oče vzame čas. Ja, valjda, to razumem. Z veseljem pogleda in pol pokliče in jaz rečem, si pogledal, tako veš, da sem pogledal, sem ful neumnosti govorila. Ne, vse v redu. Bude nekako upam, da bo to outcome. Approved. A ni ponavadi vedno, ali ne nujno? Po očetu mislim, ker po mojem je vedno vse. Ne, moj oče tudi po kakšnih koncertih mi z veseljem doda kakšno misel, kaj bi pa on recimo, ne zares vseljivo, ampak tako v smislu, veš kaj pa jaz mislim, da bi bilo fajn, da tam narediš. Tako da ima svoje predloge, kar ful cenim, se mi zdi ful dobro, da je tako upleten zraven lahko. Če greva zdaj še v tem zadnjem delu, sam mal še na ta, kako ne rečem, tudi družbeno kritično vprašanje. Nekatera tudi odpirate pač vi, v skupini, pa tudi ti tako, tako, kot si rekla, midve sva zdaj pri kakšnih, kako ne rečem, kampanjah, ki so se dogajale ali pa ki se še vedno dogajajo. V državi ima tudi tako. Meni zdaj nekak prvi komad, ki mi pade na pamet, je Oxygen Thief, ki je tak tudi malo okoljevarstveni, bom tako rekla, ima en moment, kako je do tega prišlo, a je povezano zdaj izključno samo s tem, pač iz katerega kraja ste in glede onesnaženja. Zanimivo je ta del v bistvu, ki je prišel na to okoljevarstveni, je prišel iz strani Bobnarja. Tudi on ga v bistvu odpoje, oziroma kriči morda. Tako da je to njegova interpretacija tega, kako je on razumel ta tekst, ki ga je pa v originalu napisal Domen. Tako da je to en tak kompleksen sistem v bistvu, da sem jaz ponotranila ta tekst, ki je njegov. Zame v bistvu je oseben tekst. Jaz celoto tega teksta ne berem zares okoljevarstveno. Bolj ga berem kot neki človeški odnosi, ampak je pa ta fraza Oxygen Thief dost močna, da ti da tudi te neke druge asociacije. Tako da smo takrat, ko smo to snemali, smo hoteli obdržati tudi ta del, kjer Miha potem pove, on je taka, ima astmo in te stvari, ki jih. Tako da mislim, iz njegove zgodbe bi rekla, da je povezan s tem, iz kje smo in tako. Ampak smo pa skupaj pol neki to naredili tak nek preplet tega, da je tudi, s temi zmaji, pa to ne vem, koliko ljudje poznajo, bojo si šli pogledati. Si pa sodelovala tudi, če se prav spomnim, pri referendumu o vodi. Si se izpostavila, bom tako rekla, javno. Se pravi, mislim, te stvari verjamem, da so ti pomembne. Ene stvari, mislim, tako, ločujemo sigurno mi kot band neko glasbo zares od politike oziroma neke politične aktivnosti. Ampak pri enih stvarih pa vsaj jaz kot posameznica za ene stvari pa sigurno lahko spregovorim. Tako je bila recimo to za vodo, pa kampanja proti nasilju nad ženskami, je bila ena izmed teh, pa mogoče še kakšno je bila. My voice, my choice? Ja, Splav. te neke stvari, ki so mi bile tako
to pa pač lahko tudi ločeno od svoje glasbe povem. Mislim, verjetno tudi zato, ker je, mislim, ali pa koliko se ti zdi pomembno, da tudi pač javne osebnosti te stvari izpostavljajo in mogoče se tudi potem lažje pride do javnosti. Ta stvar je, je neka sicer tanka meja med tem, se mi zdi. Zaradi tega, ker ti pač kot nekdo, ki je javna osebnost, imaš valjda stik z javnostjo, z večjimi ljudmi, kot nekdo, ki pač se ne ukvarja s tem in ima samo svoj mali bubble ljudi. Kar je sigurno pri takih stvarih lahko prednost, ker lahko širiš nek glas in je tukaj neka odgovornost za tega. Po eni strani je pa, jaz pa nočem, da se to preveč potem sam preplete v bistvu z glasbo, no, to pa mi ni zares na ta način, sem zdi, da mi to dva ločena v bistvu svetova, ker je ta glasba pa to pa izhaja res bolj iz nekih nekih notranjih izgibov, ki niso zares vezani nujno na neke politične teme. Okay. Ko bi to pametno zapakirala zdaj. Bomo videli, če se je to razumel prav. Jaz sem razumela, mislim, da je zelo sej v bistvu niti nisem mislila na politiko kot tako. No, sej mislim na družbene teme, v bistvu sem že napačno besedo. Vseeno te bom še vprašala, preden greva že čist na konc, za mnenje, v kakšnem svetu živimo, ma tudi zaradi kakšnih komadov, recimo tistega, ker to je vse tako lepo, ali pa postapokaliptični, vedno ima težave. Vsi imajo težave, mene to čist smešen. V kakšnem svetu živimo? V enem še kar nefair svetu živimo in zelo čudnem, ki ga je težko včasih v bistvu razumeti in več, ko vemo o njem, bolj je čuden in bolj se lahko počutimo sami in nemočni. Tako da meni je, želela bi si, da bi bil svet, ker tu je vse tako lepo, to nič me ne boli, ampak to ni resnica. Kar se mi pa tudi zdi, da v bistvu tudi ta komad nikoli ni bil mišljen kot v bistvu to zmeraj imel to ironično noto noter. Mano odzmeraj. Tako da ni vse tako lepo in nič ne boli siguren, en kup enih stvari je nepravičnih in zdaj pa znotraj tega se znajdete in probati nekako odživeti ta svoj del življenja, ki ga imaš, je pa tudi en poseben izziv, se mi zdi. Čez dalje večji. Zadnji vaš album nosi naslov Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Od česa se poslavljate? Od tega albuma, mislim, ta moment je bil zelo Domen je naslov predlagal v studiu. Jaz ga v bistvu berem kot neko to kartico, no. Tudi cel album cover, recimo, na spredje ni nič napisan. Smo samo mi štirje in potem obrneš ozadij in piše ozadij kot nek pozdrav. Auf Wiedersehen, kot da bi se na kartico podpisal in tudi nas ni več. Tako se povezujemo s to vizualno. V bistvu je bolj smiselno kot neki pozdravi iz tega nekega obdobja, ki smo ga zapakirali v ta album, no, s temi komadi. Obdobja, ki... Auf Wiedersehen in zdaj to gre ven, ta komad. Se pravi, zdaj greste v neko novo obdobje. Z vsakim se mi zdi albumom, se to, v bistvu je vsak album na nek način tak, no. Ampak všeč, se mi zdi, nam je že toliko let v bistvu všeč ta koncept tega, da je to en zapis enega določenega obdobja, da je zdaj v bistvu prav ratov to tudi mal kontekst tega albuma. Ampak vsak album je različen, drugačnih okoliščinah nastaja in Mogoče se pravi od teh 15 let, pa zdaj v naslednjih 15 let. Ne strašimo skratka oboževalk in oboževalcev nič. Dajmo videti, do kam nas ponese, no, ampak moja želja je siguren še ustvariti še kar nekaj kvalov iz muzike. Midve se tudi zdaj žal morava posloviti. Jaz se ti želim na tem mestu zahvaliti, ampak preden te vprašam še zadnje vprašanje, ti moram samo še povedati, da ali pa te vprašati, se pravi pred zadnje vprašanje. Vprašala te bom, ker midva z možem imava en vaš komad, prav specifično en komad, ki ga res že dolgo, po mojem od rojstva, najine hčerke, pojeva njej, za uspavati. Pa me zanima, če ti pade na pamet, ali pa kater ti pade na pamet, da bi bil tak klasičen, čeprav ni klasičen, zares, ki ga midva pojeva njej za lahko noč. Še zdaj, par dni nazaj sva ga. Vukovi? Ja?
Connected. To sem vprašala, zato, da se ti malo priliznem za zadnje vprašanje. Hecam se, res je, Vukove obožuje Tamara, ima tudi midva, je taka družinska. Zadnje vprašanje je vedno enako, vsem ga postavim, pa čeprav se ne poznam z vsemi gosti, ampak vedno vseeno vprašam, kdo je Irena Joveva. Ne vem, točno. Jaz sem v bistvu sem prva videla tvoj podcast z Gojkotom. Okay. In potem sem šla pogledat, kdo si. Potem sem te malo tekom tega kampanje tudi malo spremljala. In zdaj sem te uspela tudi v tem okolju spoznati. Tako da zame si ena zanimiva, večplastna osebnost. Ampak prijetno je bilo tukaj klepetati z tabo. Tako da, dobre vtise si mi pustila. Hvala. Enako, čeprav jaz nisem sploh pričakovala, ker te spremljam že vse en manj dlje, pa malo drugače tudi, tako kot sem rekla. Jaz se ti želim zahvaliti, ker si bila moja gostja in tebi in fantom, skratka vsem slovenskim avtohtonim koalam želim še ogromno ustvarjanj, uspehov, komadov, koncertov, spontanosti, vsega, kar vam pride prav, plezan, tebi, skratka vsega lepega, čim več, pa hvala še enkrat res, hvala tudi vsem vam, ki ste naju poslušali in z Jovevo na ti do naslednjič. Hvala. Hvala tebi, dio. Čau.